Na svetovni in nacionalni ravni je ohranjanje rastlinskih in živalskih genskih virov za kmetijstvo in prehrano usmerjeno v upravljanje vrst, sort in populacij kmetijskih rastlin in pasem domačih živali, s poudarkom na lokalnih oziroma avtohtonih pasmah. Rastlinske genske vire smatramo za avtohtone, če je njihov izvor v območju Republike Slovenije. Mednje uvrščamo lokalne sorte in populacije kmetijskih rastlin, kot so na primer krmne rastline, vrtnine, žita in vinske trte, ter tako imenovane samonikle vrste rastlin. Kot avtohtone pasme domačih živali pa smatramo tiste pasme, za katere je na osnovi zgodovinskih virov dokazano, da so nastale na slovenskem etničnem ozemlju in jih redimo na območju njihovega nastanka, na primer v Republiki Sloveniji. Zanje mora obstajati tudi rejski program in vodenje porekla, in sicer praviloma za vsaj 5 generacij. V registru pasem z zootehniško oceno tako v Sloveniji sistematično spremljamo 14 avtohtonih, 13 tradicionalnih in 17 tujerodnih pasem ter 2 pasmi, ki nista uvrščeni v omenjene skupine pasem. Med avtohtone uvrščamo 5 pasem ovc, 4 pasme konj ter po 1 pasmo goveda, prašičev, koz in kokoši. Trenutno pa na priznanje za slovensko avtohtono pasmo čaka še istrsko govedo. Genski viri v kmetijstvu imajo genetsko, okoljsko, sociokulturno, ekonomsko, znanstveno in etično vrednost. Prispevajo k mnogim ekosistemskim storitvam, kot so kroženje hranil, opraševanje in raznos semen, in zato so ključen del svetovnih ekosistemov in kmetijske krajine. Pridelava lokalnih sort in populacij kmetijskih rastlin in reja avtohtonih pasem je tesno prepletena tudi s tradicionalnim ekološkim znanjem rabe določenih habitatov in kulturno dediščino izvornih območij, saj so pogosto pomemben del običajev in obredov ter tradicionalnih kmetijskih praks. Avtohtone kmetijske rastline in pasme domačih živali odlikujejo lastnosti, ki jim omogočajo prilagojenost na specifične proizvodne sisteme in podnebne razmere. Takšne lastnosti lahko med drugim uporabimo za selekcijo v smeri odpornosti na različne bolezni ter prilagoditev na klimatske spremembe. Izguba rastlinskih in živalskih genskih virov zato predstavlja grožnjo prehranski varnosti na nacionalni in svetovni ravni. Njihova pridelava in reja je namreč pogosto primerna v proizvodnih sistemih, kjer druge kmetijske rastline in pasme domačih živali v istih pogojih dajejo slabše proizvodne rezultate. Dober primer so kraška in hribovita območja, kjer se je razvila reja nekaterih slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, kot so cika, istrska pramenka ali lipicanski konj. Pri rastlinskih genskih virih pa lahko izpostavimo koruzo bohinjska trdinka, zaloško zelje iz Zaloga v Poljanski dolini, čebulo ptujska rdeča in čebulo belokranjka. Mnoge stare lokalne sorte in vrste kmetijskih rastlin in pasem domačih živali so danes ogrožene zaradi industrializacije kmetijstva, spremembe kmetijskih praks in uvedbe visokoproduktivnih pasem in kmetijskih rastlin. V drugi polovici 20. stoletja so v Evropi nastala rejska društva in podjetja, ki so oblikovala rejske programe za posamezne pasme, njihovo upravljanje in vzrejo plemenskega materiala. Zaslužna so za uspešen razvoj in povečevanje učinkovitosti živinoreje, ki smo jim priča v zadnjih desetletjih v Evropi in po svetu. Podobno se je zgodilo tudi pri selekciji in žlahtnenju različnih kmetijskih rastlin. Z novimi sodobnimi sortami namreč ožamo genetsko variabilnost, ki je bila shranjena v številnih lokalnih sortah in populacijah. Manjša se tudi število vrst kmetijskih rastlin, ki se uporabljajo v pridelavi hrane. Takšen uspeh in razvoj kmetijstva ima torej svojo ceno, saj danes veliko večino pridelave in prireje predstavlja le nekaj specializiranih in visoko produktivnih pasem in sort, medtem ko se številne avtohtone pasme domačih živali in kmetijske rastline
soočajo z izzivi zmanjševanja populacij in genetske variabilnosti, ki pa je osnova za uspešno izvajanje rejskih programov in selekcijskega dela za prihodnji razvoj kmetijstva.